Ekola, rekel sem, da vam bom naredil enih par blogov, vlogov bomo temu rekli, ne, da se ne bomo motili, na temo mrežnega marketinga in ali je to legalen poslovni model ali gre za prevaro. Zdaj, v splošnem gledano, kakorkoli bomo gledali na to situacijo, bomo imeli na eni strani ljudi, ki bodo trdili, da je mrežni marketing legalen poslovni model, medtem pa bodo na drugi strani ljudje, ki bodo vedno trdili, da gre za piramidno shemo, piramidno prodajo, piramidno igro in ne vem kaj vse še, kar mrežni marketing ni. Zdaj, sloves, da je temu tako, smo dejansko krivi tisti, ki smo udeleženi v mrežnem marketingu in pa tisti, ki pod pretvezo mrežnega marketinga izvajajo piramidne sheme oziroma piramidne igre. Sicer pa je mrežni marketing legalen poslovni model, za katerega lahko najdete veliko dobrih, pozitivnih in pa koristnih informacij in pa s katerim lahko tudi ljudje, ki se začnejo ukvarjati z njim, ustvarijo nek dodaten vir prihodka. Nekateri se lahko s tem poslom ukvarjajo profesionalno, drugi polprofesionalno, nekateri pa kot amaterji. Torej, v grobem pogledano, mrežni marketing kot takšen je legalen poslovni model in je priznan v večini držav po svetu. To naj bo za ta video dovolj. V naslednjih vlogih pa vam bom zaupal nekaj razlik med mrežnim marketingom in pa sistemom, ki se imenuje piramidna igra oziroma piramidna shema. Zaupal vam bom, katere vrste poslovnih modelov poznamo, kakšne so razlike med njimi. Zaupal vam bom, katera so priporočila, da jih upoštevate, kadar se odločate mogoče za sodelovanje z mrežnim marketingom. Zaupal vam bom, ali je sodelovanje v mrežnem marketingu lahko dobra priložnost tudi za vas. Zaupal vam bom še nekaj skrivnosti, nekaj znanj, nekaj informacij, ki sem jih sam pridobil v zadnjih 16 do 18 letih, odkar sem prvič tudi sam slišal za ta poslovni model in za katerega verjamem tudi sam, da je lahko dobra odskočna deska za marsikoga in pa mogoče dobra odskočna deska oziroma dodaten vir prihodka v primeru, da se vam v službi, v poslu, ki ga delate, samostojno podjetništvo, d. o. o. ali karkoli, ko imate, zgodi kaj nepredvidljivega in imate na drugi strani mogoče zgrajen en poslovni model, s katerim lahko še vedno dobivate nekaj dodatnega denarja in ne rabite biti fizično več prisotni toliko časa, da bi ta denar zaslužili. Zaupal vam bom marsikatero skrivnost, ki sem jo spoznal, kako izbirati mrežno marketinško podjetje, katera mrežno marketinška podjetja bi sam pod narekovaji dal pod drobnogled in pa seveda, kaj je tisto, na kar moramo biti dejansko pozorni, da se ne zapletemo z ljudmi, ki od nas želijo izključno samo denar, ko dosežejo svoj jaz, pa gredo svojo pot naprej. Se vidimo v naslednjem posnetku.